Dober dan. Živijo, lep pozdrav. Novega pravosodnega ministra imava, piše se Dikaučič, morda Dikaučič. Kaj veš o njem? Nič, popolnoma nič ne vem. A te to skrbi, da nič ne veš o njem? Ja, me. No, a veš, problem je tudi pravzaprav odsotnost vsega tega, kar bi moralo biti o njem povedano tam, ne, tam diskusije, tisti, ki ga podpirajo, bi se morali izpostaviti, recimo Nova Slovenija, Desus, sam premijer Janša, ne, sploh ni prišel na sejo in ga podprl ali kaj izrekel ali karkoli takega, ne. Tle ga imate. Tole je za izvoliti, to so izvolili, ne, se pravi, ja. Praktično. Izvolite ga izvoliti. Ja, izvolite ga izvoliti, so ga izvolili in izvoljen. Jaz sem tako živel v neki fantaziji, da vseh političnih osebah, osebnostih, ki v Republiki Sloveniji obstajajo, nekaj vem. Ko sem slišal za ta priimek, za to ime, sem obnemel in potem sem aktiviral to svojo običajno proceduro, ne, pač, a veš, greš pogledat na katalog medknjižnične podatkovne baze, kaj je človek do zdaj v življenju napisal, ne. In pač vseh, ki karkoli štejejo, ne, pač v tem katalogu lahko prebereš vsaj osnovne informacije, ker vidiš, kaj je človek napisal v življenju. Tudi tu, ne, je katalog prazen, oziroma je noter en zadetek, to je naslov diplomske naloge iz leta, mislim, da 2006 ali 2007, se tam ukvarja z nekimi davčnimi dimenzijami. Je zel v bibliografiji? Nije, ne. Mislim, pričakujemo od ljudi, ki upravljajo s to državo, da imajo v življenju nekaj napisanega in to, kar je napisan, je pač njihova referenca. Tako, kot bi se v lepem pasiju rekli, imajo nekaj povedanega. Ne. Namreč tisto, kar bi moralo biti povedano z njegove strani v parlamentu, ne, je sledeče. On bi se moral opredeliti do razlogov, zaradi katerih je njegova predhodnica odstopila. Ne. Se pravi, gre za vprašanje Evropskega tožilstva, ne, za vprašanje delegiranega Evropskega tožilstva, gre za vprašanje avtonomije tožilstva, gre za vprašanje, kako se bo postavil do avtonomije sodstva. In te stvari bi on moral pojasniti pred javnostjo.